Prav v tistem času je bilo tam navzočih nekaj ljudi, ki so mu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami. Odgovoril jim je: Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki, kakor vsi drugi Galilejci, ker so to pretrpeli? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani. Ali pa onih 18, na katere se je podrl stolp v Siloji in jih ubil. Mar mislite, da so bili večji dolžniki, kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani. In povedal je tole priliko. Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku: Glej, 3 leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemu izčrpava zemljo? Ta pa mu je odgovoril: Gospod, pusti jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad, če pa ne, jo boš posekal. V soboto je učil v neki shodnici. In glej, tam je bila tudi žena, ki je že 18 let imela duha bolezni. Bila je sključena in se sploh ni mogla vzravnati. Ko jo je Jezus videl, jo je poklical k sebi in ji rekel: Žena, rešena si svoje bolezni. Položil je nanjo roke in takoj se je vzravnala in slavila Boga. Oglasil pa se je predstojnik shodnice. Nejevoljen je bil, ker jo je Jezus ozdravil v soboto in je govoril množici: 6 dni je, v katerih je treba delati. Ob teh dneh torej prihajajte in se dajajte zdraviti, ne pa na sobotni dan. Gospod pa mu je odgovoril: Hinavci, ali ne odveže vsak od vas v soboto svojega vola ali osla od jasli in ga žene napajat? Te pa, ki je Abrahamova hči in jo je Satan zvezal za, poslušajte, 18 let, ni bilo potrebno rešiti te vezi na sobotni dan. Ko je to govoril, je bilo vse njegove nasprotnike sram. Vsa množica pa se je veselila vseh veličastnih reči, ki jih je delal. Tedaj je govoril: Čemu je podobno Božje kraljestvo? In čemu naj ga primerjam? Podobno je gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in usejal na svojem vrtu. Zraslo je in se razvilo v drevo in ptice neba so gnezdile na njegovih vejah. In spet je rekel: Čemu naj primerjam Božje kraljestvo? Podobno je kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Ko je učil na poti v Jeruzalem, je šel skozi mesta in vasi. Tedaj mu je nekdo rekel: Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili? On pa jim je dejal: Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam, veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti: Gospod, odpri nam. Pa vam bo odvrnil: Ne vem, od kod ste. Tedaj mu boste začeli govoriti: Pred teboj smo jedli in pili in po naših ulicah si učil. Toda rekel vam bo: Ne vem, od kod ste. Pojdite proč izpred mene vsi, ki delate krivico.
Tam bo jok in škripanje z zobmi, ko boste videli Abrahama, Izaka in Jakoba in vse preroke v Božjem kraljestvu, sebe pa vržene ven. Prišli bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu. In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji. Tisto uro je pristopilo nekaj farizejev in so mu rekli: Odidi in pojdi od tod, kajti Herod te hoče umoriti. Rekel jim je: Pojdite in recite temu lisjaku, glej, izganjam demone in ozdravljam še danes in jutri in tretji dan bom dosegel cilj. Vendar moram danes, jutri in pojutrišnjem nadaljevati pot, ker ni možno, da bi prerok umrl zunaj Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ki moriš preroke in kamnaš tiste, ki so poslani k tebi. Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor koklja svoja piščeta pod peruti, pa niste hoteli. Glejte, vaša hiša je zapuščena in povem vam, ne boste me videli, dokler ne porečete: blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.